Lep pozdrav vsem skupaj, sem prisotnim na Facebooku in pa v živo na Zoomu in vsem prisotnim. Kot že rečeno, kakor je že predsednik Miran povedal, smo danes dobili častno razsodišče predsednika, podpredsednika in ostale 3 člane, katere je že navedel. Zdaj bi pa za predstavitev predsednik častnega razsodišča se vam želel predstaviti. On je tista glava, ki bo zdaj v bistvu to vodil in ima par besed in bi z vami želel podeliti, se predstaviti, par misli za uvod. Lepo pozdravljen, Ervin, izvoli. Lepo pozdravljen, Mihael. Lep pozdrav, moje ime je Ervin Lotlič, prihajam iz Kranja, sem tudi podjetnik. Ja, zadeva je bila zelo hitro speljana. Včeraj smo se res na hitro pofočkali, tako da nam je ratalo, da smo se danes v pol 3 dobili, 2 članice pa 3 člani. Praktično smo bili fizično prisotni, le ena članica je bila deležna preko Zoom konference in zadeva je bila zelo hitro izglasovana. Vsi so se nekako te funkcije bali, pa so se malo izogibali in potem so kar rekli: Ervin, če si ti nas vse skupaj sklical pa zbobnal, pa dej kar ti tole prevzem. V glavnem, mene so pač izvolili pač za predsednika, za podpredsednika imamo gospoda Samo Paškolina. Zdaj, kar se tiče častnega razsodišča, mogoče ne veste nekateri, kaj pač bomo mi počeli. Mi smo na nek način kot mediatorji v smislu, da nekako gledamo, da pač naše društvo poteka v neki harmoniji, se pravi harmoničen odnos, pač nekako malo spremljamo, kaj se dogaja na našem družbenih omrežjih in če člani nekako spoštujejo naš statut, ne. Se pravi, to je pač naše delo, da mi pač spoštujemo naš statut, pa če kaj še malo zaide, da potem mi vskočimo in da se s tisto osebo pomenimo, pa da najdemo kakšen skupen jezik, kakšen opomin, v najslabšem primeru pa, da tudi člana izključimo. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo ali pa v čim manjšem številu, pač preteklost nas je izučila in normalno postajamo modrejši. Se pravi, to v kratkem o meni oziroma o našem častnem razsodišču, tako da več pa kaj v prihodnosti. Tudi vse člane tudi prosim, če so kakšne nejasnosti oziroma neke nestrinjanja ali karkoli, da imate kakšne probleme, se lahko tudi obrnete na nas, pa potem pogledamo zgodbo, pa potem ocenimo in presodimo. To je z moje strani na kratko. Hvala lepa. Ervin, iskrena hvala najprej za to, da si bil izvoljen in sprejel to funkcijo. Jaz bom v naslednjem sporočilu, ki ga boste dobili po elektronski pošti, navedel vse kontaktne podatke, da se boste lahko obrnili v primeru kakšnih nejasnosti na naše člane častnega razsodišča. Toliko o tem. No, sedaj pa je iz službe, kjer je pač mogel malo podaljšati naš član, uspel priti in nam bo predstavil z zanimivim jezikom, kot zanimiva oseba, Eden Fohatom se bo pridružil tukaj. Želel je imeti celo tablo, da bi kaj narisal, ampak je malo prepozen povedal, tako da mu tega nismo mogli omogočiti. Namreč veliko lažje vizualno spremljati stvari, ko se z nekom pogovarjaš, ko predstaviš neko stvar, kjer je treba kaj narisati. Ampak je rekel, da bo skušal z besedami bolj preprosto zadevo urisati, da bo vsaj približno urisal tisto, kar želi povedati. Tako da, Eden, izvoli pred kamero tukaj in beseda je tvoja. Ja, hvala, zdravo. Eden tukaj, ja. Lepo vas je videti, čeprav vas lih ne vidim fizično, ampak recimo čutiti Slovenijo in vse nas, ki smo pač na zemlji.
v tem čudovitem času, izjemno magičnem, unikatnem, ker se pojavlja torej, da ko se nekaj izzivalnega dogaja, je tu najlepša priložnost. Namreč z vsemi mojimi potovanji kot šambra sem prišel do spoznanja na koncu, da je pravzaprav svet so sanje, ki jih ljubi raj, ki je prebujenost, ki je budnost. Torej, ko smo budni, ko se zbudimo, ko se zavedamo, smo lahko sredi največjega pekla, ampak nam ta globine pekla omogoča najglobljo duhovno rast. Največ se naučimo, največ poznamo, najbolj zorimo, sočutje pridobimo, uvide in seveda pač tudi pogum in izkušnje in modrost in svetlobo in frekvence in kristalizacijo potem celotnega bitja, ki se dogaja s to potjo, ki je pot služenja resnici, je ta recept. To je tista pot, ki prinaša največjo radost in dogodivščino in veličastje in smisel življenju. Ne? No, pa da gremo bolj nekim tem temam, ki sem jih navedel, čeprav nisem dosti spal in sem veliko delal zdaj 2 dni, tako da imam fokus bolj umirjen. Torej, EMC na kvadrat sem navedel, da bi kot eno idejo izpostavil od Einsteina, čeprav veliko ne verjamem, da je resnična, ampak lahko se vzamemo samo za simboličen prikaz, torej te neke formule sveta. Energija, je energija, ne? Ali duh, ali lahko rečemo tudi moč, ali tisti, ki vedo, torej duhovna prisotnost v svetu, torej duh, glave, tisti, ki dejansko vodijo svet iz ozadja, tisti, ki vedo, zakaj se dogaja in navdihujejo iz skritega človeštva. Potem imamo pa masa, pa kvadrat svetlobe ali materija, množica. Torej, ukolikor množica, masa, materija, torej neprebujen vidik sveta, ne zna predsednikovati. Predsednikovanje je pravzaprav tretja cona sveta. Imamo najprej mati naravo, potem imamo otrok, kultura, torej človeštvo, civilizacija, družba, potem je pa še tretja cona sveta, ki je zdaj skrita, pogosto tudi zlorabljena, je pa cona, bom povedal po slovensko, sem naredil besedo takšno, torej prevedel, skozi odpravništvo ali recimo skozi odprava, transmisija. Gre za poseben vidik meditacije nove dobe, kjer gre torej strokovno ali znanstveno predsednikovanje. Gre za kolektivno, torej skupno meditacijo, pri kateri se ozemljuje te mogočne duhovne energije, koncepte in ideje, da ratajo receptivne, torej dojemljive, sprejemljive človeštvu in naravi. Na tak način torej se cel svet dviga in navdihuje in vodi zemljo skozi vesolje. Iz te meditacije se je potem veliko stvari razvilo, čudovitih, lepih, poezije, znanosti, tehnologije, modrosti in tako naprej. Torej, in lahko še kakšna imena povem za to meditacijo, torej prestolje lahko tudi imenujemo, ali vizija, akcija, ne, po tisto novico, ne, torej vizija brez akcije je sanjarjenje, ampak akcija brez vizije je pa nočna mora.
Torej, to je vizija in akcija hkrati transmisija. Lahko povem še tehnologija, ki deluje v ozadju, naravna tehnologija, kako to deluje, zakaj se gre, to je najmočnejša tehnologija. No, pa bom povedal, ker smo že pri tem predsednikovanjih in zakonih. Ljudi vprašam, zakaj ima človek glavo, če je srce glavno, če srce vse vodi in nam glava toliko težav povzroča. Kaj je namen glave, funkcija? Glava je pravzaprav, sem odkril, projektor ali šablona našega individualnega sveta. Torej, ideja, ki je posejana v sredo glave, češarika žleza, glavna žleza, ki je tudi sedež svetlobe, svetloba je mati kreacije. Torej, sedež svetlobe za fizično raven, ki je samo zadnji procent realnosti, je v češariki. Torej, kdor kontrolira svetlobo v češariki, kontrolira fizično raven. Svetloba je lahko tudi rečemo modrost ali pa energija. Zato torej nasprotje Svete Trojice, ki so pač cerkev, mediji in vlada, politika, skušajo njihovo agendo, njihov diapozitiv vzdrževati v sredi glave ljudi, da se njihova slika projicira vzven. Čeprav je sistem popolnoma gnil, sesut, strhnel, mrtev, še zmeraj zgleda, da še zmeraj obstaja, kljub temu, da je 2012 šlo že mimo. Ampak ravno zaradi tega, zaradi te zlorabe naravne tehnologije. Torej, žarnica individualne svetlobe je tukaj notri, v prsih. Duhovno je višje ali magnetično srce. Ni srčna čakra. Srčna čakra je duševna raven. Tle, rak. In ta sveti torej v diapozitiv, ki je v sredi glave. Lasje so vtičnica ali nebe površinske sile, površinska magija, energijski inženiring. In brada so sile, zemeljske sile, globinske sile, objektiv na projektorju. Torej sile aretacije tudi lahko rečemo. Nova zaveza je napisana v grškem jeziku in torej apokalipsa, ki je nekaj svetega, torej dobesedno pomeni padec tančice iluzije. Torej, da s našo lučjo, da vržemo dol ta lažni diapozitiv in lahko ljudje spregledajo realnost. In vidijo, kaj se dogaja. In lahko predvidijo tudi stvari. Ja, tako ne bo to za reč. Torej zato, ker se ljudstvo nauči transmisije te skozi odpravništva, to enostavno uporabljam, povedo, ko se dela, je enostavno, lahko torej pride do demokracije, začne ljudstvo vladati. Ker če ne, svetloba, kvadrat svetlobe, je množica manipulirana svetlobo, tu pač mediji in politiki in cerkev dobro ve, in je torej imamo tiranije pol mase nad energijo. Torej še tisti, ki vodijo svet, jih pol množica skozi to demokracijo povozi. Ja. Kaj še povem? Pogledam, kaj sem še napisal, si da povem, ok. Aha, no, torej te zakoni. Aha, tukaj nam hvala. Zakoni so pravzaprav minimalno zaporedje besede, torej na vrhu matrice, na vrhu uma. Um je matrica kreacije, matrica stvarstva. Torej na vrhu uma so zakoni. Modrost, svetloba,
In torej samo, ko vemo zakone, že vladamo s tem. Ker energija je podvržena zakonu. Zakon je pač oče, energija je mati, ki pa rodi zadeve in otroke in kreacije in tako naprej. Zato torej pravim, da obstaja tudi en zakon za tranzicijo sveta, ne? Ampak to je velika skrivnost. In če bom delil to skrivnost, najprej bi vas naučil, kako se sliši to skrivnost. Torej, smiselno je, da ostanemo varni in je smiselno, da te informacije, torej v obličenja informacije ali znanje pretvorimo preko svetlobe ali modrosti v ljubezen, ki je prosojna. Torej, ko razmišljamo na način ljubezni, delamo na način ljubezni, govorimo na način ljubezni, smo irelevantni za svet, neizsledljivi in tako naprej. Bomo to zadevo drugič govorili. Bom povedal raje mogoče moje zakone, ki sem jih sam napisal za ta nov svet, za novo civilizacijo, recimo. Prvi zakon torej pravi, naravi je interaktiven medij in vlada kultura, prebujena kultura. Kulturi transmisija. To ni nobene zunanje vlade, ampak smo mi vlada. Moč je skrita v človeštvu. Človeštvo ima moč ali da dovoli, da se padli igrajo s človeštvom in delajo, kar delajo, ali pa da človeštvo, torej, ker svetle temne sile, oni ne spoštujejo zemljanove svobodne volje, zato se vmešavajo in igrajo in kradejo. Svetle sile, ker Zemlja je poseben projekt, veste, je poseben eksperiment. Zato svetle sile, dokler jih ne pokličemo, se ne vmešavajo. In pod svetle sile, tu niso samo angeli, tukaj so mojstri modrosti, ne, Buda, Jezus, ni da 144 tisoč jih že je najbrž. Potem je učitelj, ki se vrača v svet. Učitelj vseh ljudi, angelov in mojstrov. In zaradi tega so take velike spremembe dogajajo, ne? Zaradi tega skušajo stare sile vzdrževati njihovo fronto in na položaje in skušajo čim več ljudi pograbiti za sabo, doli v nižje sheme in matrice med asimilirane planete, da bodo pač preko umetne inteligence, torej, ki je še zelo stara zadeva, to ni nek nov izum, skušale pač preprečiti ponovni prihod Kristusa, ne, ali učitelja, ali Imam Mahdija, ima veliki imen, ima. Vsaka religija ima drugo ime. Potem imamo tukaj galaktično konfederacijo. To so zvezdni bratje in sestre, ki so že od nekdaj že pravzaprav ustvarili ta DNK za zemljane in vse te zadeve. So se z ladjami okoli zemlje in opazujejo in varujejo in praznijo jedrske konice in tako naprej. Potem imamo samoroge in vilince in škrate in vse to vse obstaja. To je vse tukaj živo. Namreč največja laž, ki se je zgodila v naši lokalni zgodovini, še kaj cajta. Seveda, 10 minut. Je pravzaprav, bom zdaj povedal malo o Jezusu. Torej, Jezus vidi, da pravzaprav ne more zbrati vojske mirovnikov,
Zato se odloči, da bo šel na drugo stran, vodi z druge strani. Tukaj pusti besedo, spoznanje. On namreč spozna na duhovni in na materialni ravni, na duhovni ravni torej ljubezen. Ljubezen nas drži na poti in na cilju. Bomo šli čez vso ezoteriko in magijo in vse zadeve, ampak ljubezen nas bo ohranjala doma. Kar se tiče pa materialnega, on razmišlja torej jaz kot ljubezen, kdo sem, kaj sem jaz na tem svetu, torej, kaj je ljubezen konkretno. Ljubezen konkretno je medsebojna delitev dobrin, medsebojna delitev resursov. Zato razlomi svoj kruh in da svojim učencem in reče, tole delate v moj spomin, kdor to izvaja, ne bo izkusil smrti. Namreč, duhovna hierarhija je tako in mesena hierarhija je tako. Ne? In s tem, ko se resursi delijo, torej se odstranijo monopoli nekih posameznikov nad vodo, nad nafto, nad drevesi, nad zemljo, nad semeni, nad denarjem, nad vse te zadeve, se zgodi kaj? Ki zdaj so preroki, izumitelji, puščavniki so na rob družbe porinjeni, v norišnicah so, ubiti, križani. Torej, ko delimo resurse med sabo, je res, kot je Jezus rekel, da je vlada izbrana od Boga, če to seveda izvaja. In pridejo na vrh preširni, ker zdaj je vsa svetloba odvisna od njihove milosti, kako bo šla preko hierarhije človeštva v svet. Torej, na tak način se potem beseda, svetloba lahko izlije preko človeštva, preko hierarhije človeštva v zemljo, v svet, ki je zdaj na tretji dimenziji sansare ali reinkarnacije in gre skozi četrto dimenzijo zakraljevanja. Reči, Jezus bomo skupaj zakraljevali v peto dimenzijo, kjer je Božje kraljestvo na zemlji. In ni več časa, ni več reinkarnacije, ni več smrti. Rekel, smrt je ena, pa pride sodba. On je verjel v nas, da bomo to izvedli, ne? Vendar, ker se ni, so nadaljevali. Nebesa so postala nek virtualen svet in tako naprej. Kar se tiče denarja, Jezus je bil pač tak konkreten mir revolucionar in je rekel, čigav denar, čigav glava gor, ja cesarjo, pa ga dajte cesarjo. Tisto, kar je od cesarja, daj cesarju, in tisto, kar je Božjega, daj Bogu. Tako. No in to je ta neka zadeva. Zato pač zdaj tle delamo en inštitut, recimo, za mir revolucionarje, za glasnike, tako, življenje, Božje kraljestvo notri v svetu, da se iz sveta ven pojavi Božje kraljestvo ali nebeško kraljestvo. Za vse te neke zadeve, abstraktne, sem razvil tudi tehnologije modrosti, ki so zelo močna orodja, da te abstrakcije lahko ljudstvo aplicira, torej kot imamo aplikacije na mobitelu, da lahko uporabimo te močne energije oziroma vizije, da se lahko opolnomočimo. Zdaj, Primož je govoril o polno ljubeznjenju, ampak vemo vsaj enkrat za na opolnomočenju. Ker namreč Jezus prinese, oziroma Buda prinese modrost ali luč, Jezus prinese ljubezen in zdaj Maitreja prinaša torej moč. Zdaj se soočamo z močjo, zato pač svetujem, da se preberete nauk od Maitreje na Share International, Share Slovenija, ugooglajte. Včasih jaz sem bral še podrobnejše variante, ki niso več dostopne.
Torej, kako se dela z močjo, kako se dela z energijo, ker smo zdaj v tej tranziciji, v tem prehodu iz spečih ljudi, homo sapiensu, v prebujene ljudi, v svetlobne ljudi, v homo luminus, 7. kraljestvo ekosistema. In v tem procesu se bitje sooči z močjo, s kreacijo. In tukaj je dobro imeti znanje in vedenje pravzaprav, da ostaneš zdrave pameti. Da se ne istovetiš z egotom. Ego naj bo čim večji, kakor more, ne? Samo ne smeš se istovetiti z njim. Namreč, ko se istovetiš z egotom, je pekel na zemlji. Če se istovetiš s svojim resničnim jazom, živiš pa nebesa na zemlji. Tako, stvari je še veliko, no, ampak kaj ćemo zaključiti, je to vprašanje ali nekaj, da zaključimo, kristaliziramo. Ja sem prav slišal, da si rekel, Jezus ne more zbrati vojske. Ja, tu so mu vzhodnjaški mojstri očitali Jezusu, da ni naredil svojega poslanstva, ki on ne bi naredil hierarhijo, torej postavil svoje ljudi in počasno naredil hierarhijo med ljudmi, ne? Ampak Jezus tudi reče, ne, glede tega roda, opomne, to je ta človeški rod, Kainov rod, ne. Tako da Jezus je naredil čudovite in še zmeraj dela čudovite, Jezus je tukaj, vrnil se na zemljo in čaka. Čaka na nas, na vas, na nas vse skupaj, torej, da se zbudimo, pa da uresničimo torej, spomin nanj, ki ga je dal. Torej, medsebojna delitev resursov. In potem smo pričali drugemu prihodu. Še eno vprašanje, kdo je Jezus? Je to mojster za tebe? Jezus predstavlja sinovski vidik Boga. In tudi je pravzaprav prestolonaslednik, ker glede Jezusa je dolga in globoke in prostrane zgodbe in resnice in zadeve, vendar Maitreja reče, da zavest, ki je najmočnejša sila v vesolju, s srcem. Zavest je tako močna, da se tudi kralj odpove svojemu prestolu. In tako je žrtveno jagnje dal skozi. On je postal, on je vse v bistvu dosegel, ne? In potem je dal križati simbolično človeškost, egota. In to pokazati, kdo vlada v tem svetu tudi. Veliko sporočil je Jezus dal. Kdo pa vlada temu svetu? Temu svetu, svet je torej eksoterične sile so v svetu, ne? Torej, ki se ukvarjajo z zunanjimi fenomeni, pojavi. Torej, mediji, politika, vlada, cerkev, religija, šolstvo, zdravstvo, to je vse se ukvarja, je eksoterično, torej se ukvarja z zunanjim fenomenom, zato je še zmeraj v dualnosti. In ko se človek zbudi v enost, nima več te stvari. Oziroma tudi tako reče, ne, Lucifer, ki se je vrnil nazaj k očetu, pravi, da bo matrica dualnosti držal samo še za tiste, ki imajo potrebo po plesu s hudičem. Ne. In ne končamo projecirati nanj svoje grehe, da lahko postane kdor je, pač prinašalec luči. Zdravje. Še eno vprašanje, kdo ima Matreja? Se pravi čujem, ampak sem radoviden. Maitreja je duša kreacije. Maitreja reče, kdor se hvali z mojim imenom, ne ve, kdo sem. To se pravi, ni fizično. Maitreja
a vzamemo še 5 minut na hitro štorijo, kakor sam vidim, kdo je Maitreya. Čeprav bi najboljše se Maitreya sam predstavi in pove, ta dan bo dan razglasitve, ne, ko bo spoznan in ko bo spregovoril, ga bo vsako oko videlo na celi zemlji. Maitreya, lahko rečemo, torej je učitelj, ne, hierarh duhovne hierarhije, ampak Se pravi, on se bo enkrat manifestiral človek. tako bom povedal malo simbolično, torej, ne bo kar simbolično. Torej, Lucifer, to je zelo zanimiva zgodba od Luciferja, kako so stvari potekale, sploh recimo pa okoli Jezusa. Ampak kad Lucifer je jezec uma ali kače, potem evoluira, torej se razvije naprej, postane Šiva ali jezec zmaja ali duha. In potem, ko se še naprej razvije, postane Maitreya, jezec golobica ali srca. Hvala. Tako je še nekaj vprašanja po povezavi z moderno medicino, nevrologi recimo se med debato nespečnost, spečnost in tako naprej. Kaj to vpliva? Prav, v glavnem ta najmanjša žleza v možganih češerika ima ferment melatonin. Melatonin lahko kupiš, ne, je sicer drag, ampak to pa ne razloži, da je to praktično, bi rekel, iz svetlobe izvira, ne. Če je svetlo, ti ne boš zaspal, se moraš ugasniti, ne. Vse pa, nekaj na to, da daš melatonina, ne, skratka vpliva to, skratka, je tu naša medicina nekje na meji, da težko razloži. Dobar, hvala lepa. No, bomo šli s programom naprej, ker je ura teče. To se pravi, Eden, iskrena hvala za ta tvoj specifičen pogled, ki je jezikovno, mentalno, duhovno povsem drugačen, a vendar močno skladen s tem, kar se sedaj dogaja. Ampak pogled iz popolnoma drugega zornega kota, z druge perspektive, ki so nam jo zatemnili.